Varni in enaki ob poplavi, potresu in požaru v naravi. Nesreče se lahko zgodijo kadarkoli in kjerkoli. Nekatere se zgodijo brez predhodnega opozorila, druge lahko napovemo. Pomembno je, da so nanje pripravljeni tudi gluhi, naglušni in gluhoslepi, njihovi družinski člani ter osebni asistenti. Kako ravnati pred nesrečo? Slovenijo pogosto prizadenejo nesreče. Da boste nanje pripravljeni, se seznanite. Ali živite na območju, ki ga ogrožajo poplave, potresi, požari v naravi? Z napotki, kako se pripraviti na nesreče in kako ravnati ob njih. Z mogočimi načini komunikacije na številko 112. Ob večjih nesrečah se lahko zgodi, da pomoč reševalnih služb ne bo takoj mogoča. Bo motena oskrba z elektriko, zemeljskim plinom, vodo. Bodo poškodovani kanalizacijski sistemi ali sistemi ogrevanja. Ne bodo delovali telekomunikacijski sistemi. Bo onemogočen dostop do trgovine, lekarne, zdravnika in podobno. Razmislite, katere težave boste lahko imeli ob nesrečah. Ustvarite si socialno mrežo ljudi, ki vam bodo lahko pomagali. To so lahko sorodniki, prijatelji, sosedi ali sodelavci. Dogovorite se, kako bi vam lahko pomagali ob nesreči in po njej. Upoštevajte, da te osebe niso vedno dosegljive ali pa ne bodo mogle do vas. Slušni aparat med spanjem hranite vedno na istem mestu. Za komunikacijo si pripravite papir in svinčnik ali kartice z napisanim besedilom, na primer: uporabljam slovenski znakovni jezik, ne slišim. Poskrbite za svojo varnost in zaščito doma. Za zaščito pred potresom. Pritrdite pohištvo. Velike in težke predmete postavite na nižje police. Nad ležišča in sedišča ne obešajte slik ter ogledal v težkih okvirih in tako naprej. Za zaščito pred poplavami. V prostorih, ki jih lahko poplavi, od tal dvignite pohištvo in drugo opremo. Tla in stene naj bodo iz materialov, ki se lahko čistijo in hitro posušijo. Poskrbite za neovirano odtekanje meteornih voda v okolici hiše in tako naprej. Za zaščito pred požarom v naravi. Poskrbite za urejeno okolico stavb. Gorljive snovi hranite v varni razdalji. Odstranite veje dreves in suho travo. Če navedenega ne morete narediti sami, prosite za pomoč sorodnike, prijatelje ali sosede. Za zagotavljanje varnosti prebivalcev so lahko odrejeni zaščitni ukrepi, kot so na primer evakuacija, sprejem in oskrba v nastanitvenih objektih, RKB zaščita in podobno. Ob evakuaciji. Upoštevajte navodila pristojnih služb. Povejte, da potrebujete pomoč. S sabo vzemite nujne stvari, ki ste jih pripravili za primer nesreče. Upoštevajte svoje potrebe in potrebe družinskih članov. Ob nastanitvi je izvedeno evidentiranje in poskrbljeno za najnujnejšo oskrbo. Osebju povejte, kakšno pomoč potrebujete in pojasnite svoje omejitve. Sorodnike obvestite, kje ste. Kako ravnati ob nesreči? Potres.
Poiščite zaklon pod masivnimi mizami med podboji vrat v nosilnih stenah ali ob notranjih nosilnih stenah. Počepnite, glavo upognite h kolenom, zavarujte si jo s komolci in sklenjenimi dlanmi pokrite zatilje. Če ste zunaj, pojdite na odprt prostor. Če se ne morete oddaljiti od stavb, poiščite zaščito pred padajočimi predmeti v bližnjih vratnih odprtinah. Če po potresu ostanete ujeti v ruševinah, ostanite mirni. Če se praši, si s priročnim zaščitnim sredstvom, robcem, delom oblačila, prikrijte usta in nos. V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu. Poplava. V poplavljeni stavbi se umaknite v višje nadstropje. Na prostem se umaknite na območje, ki ga voda ne doseže. Ne prečkajte vodnega toka, tudi če sega voda le do kolen. Upoštevajte zapore cest in podvozov. Ne vozite po poplavljenih cestah. Požar v naravi. Iz okolice stavbe umaknite predmete, ki jih lahko zajame ogenj. Če je v zraku dim, zaprite okna in vrata. Izključite prezračevalne in klimatske sisteme. Kako ravnati po nesreči? Potres. Poglejte stanje stavbe in poškodbe na njej. Če je poškodovana konstrukcija stavbe, vanjo ne vstopajte. Če ni elektrike, za razsvetljavo uporabite baterijsko svetilko. Ne prižigajte vžigalic in ne kadite. Ob motnjah pri preskrbi s pitno vodo upoštevajte navodila glede prekuhavanja ali uporabite vodo iz plastenk. Poskrbite za strokovni pregled vodovodne, kanalizacijske, plinske in električne napeljave ter dimovodnih naprav. Poplave. Ob poplavi se lahko poškoduje stavba. Poplavljene so kleti in nižja nadstropja, prestavljena sta pohištvo in oprema, prav tako lahko nanosi blato in naplavine. Iz poplavljenih prostorov izčrpajte vodo, odstranite naplavine in poplavljeno opremo. Prostore in opremo očistite, razkužite in posušite. Če predmetov ni mogoče očistiti, jih zavrzite. Zavrzite živila, ki so bila v stiku s poplavno vodo. Požar v naravi. Upoštevajte navodila pristojnih služb glede vrnitve v svoj dom. Ko v zraku ni več dima oziroma vonja po dimu, prostore prezračite. Kako pristopiti do gluhih ali naglušnih? Gluhi ali naglušni uporabljajo za sporazumevanje različne načine. Uporaba slušnega aparata ali slušnega vsadka. Uporaba znakovnega jezika. Opazovanje ust med govorom. Pisanje na papir ali na telefon. Pri komuniciranju z gluhimi ali naglušnimi upoštevajte etična načela in enakovreden položaj sogovornika. Bodite spoštljivi. Pridobite pozornost osebe. Stopite pred njo ali zamahnite z roko v njenem vidnem polju in se predstavite. Ugotovite, na kakšen način se oseba sporazumeva. Opišite situacijo oziroma nevarnost. Vprašajte jo, če potrebuje pomoč. Zmanjšajte hrup in osvetlite prostor. Ob izpadu električne energije si lahko pomagate z baterijsko svetilko. Pomembno je, da oseba dobro vidi sogovornika, predvsem ustnice in obraz. Govorite jasno, počasi in v kratkih stavkih. Če oseba ne razume povedanega, ponovite besedo ali povejte z drugimi besedami.
Veliko lahko sporočite tako, da pokažete predmet, prikimate, odkimate in podobno. Pomagajte si s telefonom ali vzemite papir in zapišite, kar ste želeli povedati. Če pri sporazumevanju pomaga tolmač znakovnega jezika, glejte sogovornika, ne tolmača, saj tako najbolje vidite, kako se oseba počuti. Če reševalci zaznajo osebo v ruševinah, ki se ne odziva na klice ali kakršnekoli stike z njimi, naj pomislijo tudi na možnost, da je ta oseba morda gluha ali težko naglušna. Klic v sili 112. Številka 112 je vedno brezplačno dosegljiva v državah Evropske unije. Če potrebujete nujno medicinsko pomoč ali pomoč gasilcev, drugih reševalnih služb ali policije, na številko 112 sporočite: Kdo kliče? Kaj se je zgodilo? Kje se je zgodilo? Kdaj se je zgodilo? Koliko je ponesrečencev? Kakšne so poškodbe? Kakšne so okoliščine na kraju nesreče? Kakšna pomoč je potrebna? Gluhi in naglušni lahko posredujete besedilni klic, SMS, na številko 112. V sporočilo vpišete, kaj se je zgodilo. Operater pa pisno odgovori nanj. Njegov odgovor oziroma dodatna vprašanja se izpišejo na zaslonu telefonskega aparata. Podatki o klicih in poslanih sporočilih na številko 112 se hranijo 6 mesecev. Zloraba klica in pošiljanja sporočila na to številko sta kazniva. Več informacij o preventivnih napotkih najdete na spletni strani www.gov.si. Izdalo in založilo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zasnova, ilustracije, oblikovanje in priprava za tisk Studio AIT d.o.o. Dobravlje. Jezikovni pregled Ministrstvo za obrambo, Služba za strateško komuniciranje. Priredba za lahko branje, Zavod RISA Slovenski znakovni jezik. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Tisk Grafex d.o.o. Naklada 12.000 izvodov, Ljubljana 2022. Besedilo je nastalo v projektu Varni in enaki v naravnih in drugih nesrečah. Safe and equal in emergencies. Si, mi.